Rekli so nam, da bo legalna trava največji finančni dobiček naše generacije. Zelena mrzlica. Industrija tako dobičkonosna, da bi uničila kartele in čez noč ustvarila milijarderje. Namesto tega gre vse skupaj v dim. Izgubljenih je bilo več milijard dolarjev vrednosti in trenutno, če vstopite v legalno prodajalno, obstaja 75% verjetnost, da izgublja denar. To ni le upad. Zakonita industrija konoplje je sistematično uničena od znotraj navzven. Prvo poglavje. 131 milijard dolarjev vredno mesto duhov. Ko je bila konoplja legalizirana, je bila obljuba preprosta. Ogromni dobički, hitra rast in nova korporativna industrija čez noč. Namesto tega je bilo izbrisanih več kot 131 milijard dolarjev vrednosti za delničarje. Prodajalne po vsej državi, v Los Angelesu, Denverju ali Detroitu izgubljajo denar. In po podatkih Whitney Economics je trenutno le 24% legalnih podjetij s konopljo dobičkonosnih. V katerikoli običajni industriji bi takšna stopnja neuspeha sprožila kongresne preiskave in nujno prestrukturiranje. Pri konoplji je to postalo osnovno izhodišče poslovanja. Neuspeh nima nobene zveze s tem, da bi Američani želeli manj marihuane. Zlom izvira iz ene temeljne napake. Investitorji so popolnoma napačno razumeli izdelek, ki so ga prodajali. Mislili so, da kupujejo naslednji Apple, naslednji Anheuser-Busch, naslednji Starbucks. V resnici so kupili močno regulirano kmetijsko surovino. Po svoji naravi je bolj podobna soji, svinjskim trebuhom ali lesu, kot pa potrošniški tehnologiji. In ta napaka se začne pri nekaterih najpametnejših ljudeh v financah, ki naredijo najbolj preprosto možno napako v presoji. Drugo poglavje. Iluzija zelene mrzlice. Leta 2014 je Colorado odprl prvi rekreativni trg v ameriški zgodovini in rezultati so bili takojšnji. Borzni grafikoni so šli skoraj navpično navzgor, tvegani kapital pa je naredil to, kar vedno naredi, ko se številke tako premikajo. Zasledoval je naslednji val platform, naslednjo veliko stavo. Kmalu so se odprla vsa vrata. Mad Men je odprl glavno trgovino na 5. aveniji v Manhattanu. Bila je moderna trgovina s poliranimi betonskimi tlemi, iPadi na vsaki blagajni in osebjem v usklajenih rdečih majicah. Predstavitev vlagateljem je bila jasna. To je bila Appleova trgovina za travo. Ambicije se tu niso ustavile. Justin Hartfield, ustanovitelj Weedmaps, je to predstavil drugače. On je nameraval zgraditi Yelp za marihuano. Drugi so šli še dlje in se predstavljali kot Procter & Gamble za konopljo. Obljubljali so, da bodo združili razdrobljen trg pod eno veliko hišo blagovnih znamk. Vsak od njih je na tej obljubi zbral stotine milijonov dolarjev. Potem je prišla realnost. Konoplja ni iPhone. Umetno pomanjkanje ne drži. Nič ne preprečuje konkurentu, da bi gojil enak izdelek le nekaj kilometrov stran in ga prodajal ceneje. Na večjih legalnih trgih so se veleprodajne cene konoplje od leta 2015 znižale za približno 85%. Da bi razumeli, kaj to pomeni, si predstavljajte, da bi se cena mleka znižala z $4 za galono na začetku desetletja na 60 centov ob koncu. V katerikoli drugi industriji bi takšna deflacija sprožila alarm. V mlečni industriji bi to bila kriza. V industriji konoplje pa je to postalo nekaj običajnega. In to se je zgodilo v manj kot 5 letih. Mad Men je razglasil stečaj in bil prodan po delih. Podjetje, ki je bilo nekoč vredno skoraj 2 milijardi dolarjev. Na vrhuncu v začetku leta 2018 se je delnica Mad Men na kanadski borzi trgovala po več kot $7 na delnico. Do leta 2024, ko je podjetje propadlo, je bila vredna manj kot cent. Delnica Tilray je izgubila več kot 95% svoje najvišje vrednosti. Apple Store za travo je prodajal izdelek, ki se ni razlikoval od vrečke, ki jo je prodajal mulc iz srednje šole iz svojega nahrbtnika. Samo da je bil na vrhu še 38% davek. Toda presežna ponudba je bila le polovica tistega, kar jih je uničilo. Druga polovica je prišla od institucije, ki naj bi jih varovala. Tretje poglavje. Smrtna obsodba IRS-a. Leta 1981 je preprodajalec drog po imenu Jeffrey Edmondson vstopil na davčno sodišče Združenih držav v Minneapolisu in zmagal. Davčna uprava ga je ujela in poskušala obdavčiti njegov nezakoniti dohodek, zato se je odločil, da se bo uprl. Prijavil se je kot samozaposlen. Poskušal je celo odbiti stroške svoje tehtnice, najemnine in telefonskih klicev kot običajne poslovne stroške. Sodnik je pogledal davčno zakonodajo in odločil v njegovo korist. Odbitki so bili zakoniti, dohodek pa obdavčljiv. Davčna uprava jih je morala dovoliti. Kazensko sodišče je bilo manj radodarno. Edmondson je bil obsojen na 4 leta zapora zaradi preprodaje kokaina, vendar je davčni primer ostal v veljavi. Kongres je izgubil razum. V nekaj mesecih so zakonodajalci v davčno zakonodajo zapisali odstavek, ki naj bi zagotovil, da preprodajalci drog tega trika ne bi mogli več ponoviti.
Poimenovali so ga oddelek 280E in imeli v mislih Pabla Escobarja, 43 let kasneje. Račun plačujejo srednje stari podjetniki v maloprodaji v Kaliforniji, Koloradu in Michiganu, matere s hipotekami, veterani v drugi karieri. Zakon Pabla Escobarja velja za 58-letno žensko, ki prodaja že zvite jointe v Sacramentu. Običajno podjetje, ki ustvari $1 milijon dobička, plača davčni upravi približno 210 tisoč. Prodajalna konoplje z enakim dobičkom plača 700 tisoč. Zakon je bil zasnovan za kartele, vendar se uporablja za trgovine na vogalu in to je šele zvezna raven. Ko Kalifornija doda trošarine, prometni in lokalni davek, izgine 39 centov od vsakega dolarja v prodajalni konoplje v Los Angelesu. In to še preden plačajo najemnino, plače ali karkoli drugega. 2 ulici stran je steklenica bourbona obdavčena z manj kot tretjino tega zneska. Če nekaj tako močno obdavčiš, ljudje ne nehajo kupovati, samo nehajo kupovati legalno. In ta alternativni trg je eksplodiral. Poglavje 4. Zmaguje šokantno senčno cesarstvo. Kalifornijski nezakoniti trg s konopljo obrne približno $8 milijard na leto. To je dovolj, da bi dvakrat financirali celoten letni proračun DA. Zakoniti trg obrne 3,9 milijarde. V zvezni državi, ki je kot prva v Ameriki uvedla medicinsko legalizacijo, pa je podzemni trg tisti, ki prevladuje. V zakoniti prodajalni na vogalu prodajajo osmino vrhunskih cvetov za $65. V nelicencirani trgovini 2 ulici stran prodajajo isto osmino za $35. Strankam ni mar, katera trgovina ima dovoljenje. Strankam je pomembna cena. Nelegalni trg podre cene zakonitemu trgu za 35 do 40% pri vsaki transakciji. Ta razlika nima nobene zveze z marketingom ali blagovno znamko. Ta razlika je posledica davčne zakonodaje. V New Yorku so številke še slabše. Država je izdala nekaj manj kot 200 maloprodajnih dovoljenj, samo v mestu deluje približno 1400 nedovoljenih prodajaln, ki poslujejo povsem odkrito. 7 nezakonitih trgovin na vsako zakonito, ki je bila odobrena v celotni državi. Imajo napise, prodajne terminale, ki so enaki kot v zakonitih trgovinah, Yelp strani z na 1500-zvezdičnimi ocenami. Kupec, ki vstopi, ne more opaziti razlike. Lastnik noče, da bi kupec opazil razliko. Maja 2024 je mesto začelo nekaj, kar so poimenovali Operation Padlock, da bi zaščitili. Namestniki šerifa so v usklajenih akcijah preiskali nelicencirane trgovine v vseh 5 okrožjih. Do konca leta 2025 je operacija zaprla več kot 1600 nezakonitih trgovin in zasegla več kot $130 milijonov nelicenciranih izdelkov s polic. Samo en sam pregled v Queensu je na eni lokaciji odkril za približno $10 milijonov konoplje. In kljub vsemu temu so državni uradniki ocenili, da je v New Yorku še vedno na tisoče nelicenciranih trgovin, ki aktivno poslujejo. Trgovine so se ponovno odpirale, v nekaterih primerih že nekaj ur potem, ko so odstranili ključavnice z vrat. V nekaterih delih južnega Los Angelesa morate počakati le do teme, da opazite razliko. Licencirana prodajalna na vogalu se zapre ob 9. V notranjosti sta morda 2 stranki. Če greste eno ulico naprej, nelicencirana trgovina ostane odprta do 2 ure zjutraj. Pri vratih je varnostnik, vrsta avtomobilov pa čaka, da se dostavljavci vrnejo ven. Notri meni na ravnem zaslonu prikazuje iste blagovne znamke, kot jih prodaja legalna trgovina. Nižje cene, samo gotovina, nikjer na steni ni licence. Urad mestnega tožilca Los Angelesa je od leta 2023 vložil tožbe zaradi povzročanja nevšečnosti proti več kot 300 nelicenciranim trgovinam. 2/3 teh trgovin se je v 90 dneh ponovno odprlo pod novim imenom. Pogosto v isti stavbi, z istim varnostnikom, z istim jedilnikom, le z novim napisom nad vrati. Zakonita trgovina na drugi strani ulice je ves čas plačevala najemnino, plače in davke ter opazovala, kako se z vsakim ponovnim odprtjem zmanjšujejo dobički. Toda prava prefinjenost se je preselila onkraj trgovin. V severni Kaliforniji, v okrožju Humboldt, globoko v smaragdnem trikotniku, so zvezni preiskovalci začeli dokumentirati nekaj novega. Licencirani pridelovalci uporabljajo svoje državne številke dovoljenj kot krinko. Na papirju pridelajo točno toliko, kot dovoljuje Kalifornija, vendar je to le del njihovega delovanja. V istih stavbah pridelujejo 10-krat več, kot je prijavljeno. In ta izdelek ne ostane v Kaliforniji. Premika se čez državne meje v New York, Florido in Teksas, kjer so cene 3-krat višje kot v Kaliforniji. In gre še globlje kot posamezni pridelovalci. V zadnjih letih so zvezne oblasti povezale obsežne pridelovalne operacije v Kaliforniji s čezmejnimi kriminalnimi organizacijami. V eni izmed akcij na območju Sacramenta so zvezni agenti izvedli racije v več 10 hišah za gojenje, ki naj bi jih financirala kitajska organizirana kriminalna združba.
Takratni pravosodni minister Jeff Sessions je to označil za eno največjih zasegov stanovanjskih nepremičnin v ameriški zgodovini. Podobne operacije so razkrili tudi v Koloradu in Washingtonu, kjer so z gotovino kupljene hiše preuredili v industrijske nasade konoplje, katerih pridelke pošiljajo na vzhod in se nikoli ne pojavijo v nobenem uradnem prodajnem poročilu. Funt notranje pridelane konoplje iz Kalifornije se v Los Angelesu proda za $800. Ta isti funt v Manhattanu doseže ceno od $2000 do $2500. Prek podzemnih dostavnih mrež na Floridi. Tam lahko doseže tudi $3000 do $3200. Nobena zakonita dobavna veriga ne more doseči takšnih marž. Najbolj profesionalni operaterji v kalifornijski industriji konoplje trenutno uporabljajo licence kot krinko, ne pa da vodijo verige. In vlada? Zvezni organi pregona, ki naj bi nadzorovali vse to, so se umaknili v ozadje. Zasegi konoplje strani DEA so med letoma 2011 in 2020 upadli za 33%. Agencija je svoje vire preusmerila na fentanil. Korporacije lovijo trg, ki ga je vlada obdavčila do tal. Vlada pa lovi zalogo, ki ponovno zraste vsakih 90 dni. In sredi vsega tega majhna skupina operaterjev skrbi, da luči ostajajo prižgane, osebje je plačano in vrata odprta. Zaloga ponovno zraste vsakih 90 dni. In sredi vsega tega majhna skupina operaterjev skrbi, da luči ostajajo prižgane, osebje je plačano in vrata odprta. 5. poglavje. Mikro preživeli. Ob Washington Boulevardu v Los Angelesu je majhna prodajalna z imenom Meka. Izdelki na policah so večinoma pridelani strani ljudi, ki jih lastnik pozna po imenu. Noelle Frantz je odprla trgovino, ker ni mogla najti vrste konoplje, ki bi jo dejansko želela kupiti. Njen model je nasprotje trgovine z marihuano v stilu Apple. Sodeluje z majhno skupino pridelovalcev, ki jih je osebno preverila. Vsako serijo testira sama. Če kakovost pridelovalca pade pri eni žetvi, ga odstranijo s polic. Stranke prihajajo v Meko, ker zaupajo imenu Noelle Frantz nad vrati, ne blagovni znamki na kozarcu. Korporativne prodajalne so imele kupce v oddaljenih pisarnah, ki so naročila oddajali na podlagi preglednic. V Meči je Noelle Frantz na prodajnem prostoru, kjer se pogovarja z redno stranko o tem, kaj je kupila prejšnji mesec in kaj je sveže prispelo ta teden. Spomni se njihovih želja. Spomni se sorte, ki jim marca ni bila všeč. Takšen model nikoli ne bo mogoče razširiti na 100 lokacij. To je bistvo. Na drugi strani mesta, v zahodnem Los Angelesu, vodi Jay Handel podjetje Herba. Izbral je drugačno pot. Herba deluje skoraj kot tržnica. Preko licenciranih distributerjev mali pridelovalci dobavljajo izdelek na police Urba in so plačani šele, ko se njihov izdelek proda. Čeprav Urba zakonito prevzame lastništvo, izdelka nikoli ne kupijo vnaprej. Ta ena sama odločitev pomeni, da Herba nima na zalogi milijonov dolarjev neprodanih cvetov, kot so jih imele korporativne verige, ko so cene padle. Pridelovalec nosi tveganje. Pridelovalec je tudi oseba, ki izdelek najbolje pozna. Ko cene padejo, pridelovalec prevzame izgubo. Ko neka sorta postane uspešnica, pridelovalec prejme koristi. Herba pobere odstotek in nikoli ne nosi finančnega tveganja za izdelek dlje, kot traja, da ga stranka odnese skozi vrata. Rezultat je polica, ki se posodablja hitreje, kot lahko sledi katerakoli korporativna veriga. Nove sorte se pojavijo tedensko, slabe sorte izginejo v nekaj dneh. Stranka, ki pride v petek zvečer, ve, da ne bo videla iste izbire, kot jo je videla v ponedeljek. Urba je spremenil obračanje zalog, najpočasnejšo in najbolj dolgočasno metriko v maloprodaji, v marketinško orožje. V Long Beachu Bobby Vecchio in njegov partner Nick vodita Urbo, dostavno podjetje. Ni prodajalne, ni najemnine in ni steklenih vitrin. To je sloves, zgrajen na tem, da se pri vaših vratih pojavijo v 30 minutah z natanko tistim izdelkom, ki ste ga naročili, dostavljalec pa si že ob drugem obisku zapomni vaše ime. Prodajalna konoplje v Long Beachu plačuje $12 do $30,000 najemnine na mesec, Urba pa plačuje za avtomobile in gorivo. Bobby sam odgovarja na svoj telefon. Nick ureja logistiko poti iz prenosnika na svoji kuhinjski mizi. Skupni mesečni fiksni stroški za vodenje Herba so približno taki, kot jih je ena sama Madmanova lokacija, včasih plačevana za čiščenje oken. Ko korporativna veriga napačno usmeri naročilo, stranka teden dni čaka na opravičilo po elektronski pošti. Ko Herb napačno usmeri naročilo, Bobby še isto noč osebno dostavi zamenjavo do vrat stranke, pogosto že v 1 uri. 3 podjetja, nič tveganega kapitala, nobenih 10-mestnih vrednoten, nihče se ne pretvarja, da je naslednji veliki uspeh. Kar so, je dobičkonosno. Kar počnejo, je tisto, kar je vsako malo lokalno podjetje v Ameriki vedno počelo. Ostani dovolj majhen, da poznaš svojo stranko, dovolj agilen, da se prilagodiš trgu in dovolj pošten, da se redne stranke vedno znova vračajo skozi vrata. Ko odstraniš vse drugo, so oni edini del zakonite industrije konoplje, ki dejansko deluje. In sistem se bo spet spremenil. Ta sprememba jih bo dokončno uničila. Poglavje 6. Prevzem strani velike farmacije.
Vse se je začelo z enim podpisom, 18. decembra 2025. Tistega jutra je vodja agencije DEA podpisal končno uredbo, s katero je konoplja uradno prešla iz seznama 1 na seznam 3 zakona o nadzorovanih substancah. Za 280E je bila ta sprememba usodna. 70% efektivna davčna stopnja, ki je desetletja uničevala zakonite operaterje, ni več veljala. Industrija konoplje je praznovala, delnice so poskočile. Tilray, Canopy, Curaleaf, vsi so v enem dnevu zrasli za 20%. Strokovne publikacije so objavljale naslove o novi zori. Twitter so preplavili ustanovitelji, ki so objavljali emojije šampanca. Potem pa je sledilo spoznanje. Razpored 3 je ista pravna klasifikacija kot ketamin, kot Tylenol s kodeinom, kot anabolični steroidi, kar pomeni, da konoplja pravno postane strogo reguliran medicinski izdelek. Neregistrirano zdravilo na recept se ne sme prodajati na način, kot ga prodaja Meka. Model, ki ga je Urba izpopolnil, še vedno neposredno krši zvezno zakonodajo. Bobbyjevo neoznačeno dostavno vozilo še vedno krši zvezna pravila o preprodaji, le da po drugačnem naboru pravil. Farmacevtski izdelki zahtevajo proizvodne obrate, ki jih odobri FDA, podatke kliničnih preskušanj, revizijske sledi, stroške skladnosti, ki lahko pokopljajo malega operaterja. Noel pa nima takšnega denarja. Tudi Bobby ga nima, prav tako ne Erba. Noben neodvisni operater na zahodni obali si tega ne more privoščiti. Izrinjeni so že v trenutku, ko pravilo začne veljati. Velika farmacija pa si to lahko privošči. Leta 2018 je FDA prvič v ameriški zgodovini odobrila zdravilo pridobljeno iz konoplje. Zdravilo se je imenovalo Epidiolex. Šlo je za prečiščeno obliko CBD, proizvedeno v Združenem kraljestvu, odobreno za zdravljenje 2 redkih oblik otroške epilepsije. DEA ga je sprva uvrstila v seznam V. 2 leti kasneje so ga popolnoma odstranili s seznama nadzorovanih substanc. Cena za 1 leto zdravljenja z Epidiolexom znaša $32,500 na pacienta. Isto spojino v njeni surovi obliki lahko kupite v kalifornijski prodajalni za majhen delček te cene. Spojina ni drugačna, rastlina ni drugačna. Spremenila se je regulativna kategorija. Ko izdelek preide v farmacevtsko kategorijo, je njegova cena farmacevtska, prodaja se kot farmacevtski izdelek in je zaščiten kot farmacevtski izdelek. Altria že ima večmilijardni delež v Kronosu. Britanski American Tobacco ima v lasti skoraj 30% kanadskega proizvajalca konoplje Organigram. Tobačne in farmacevtske družbe so zadnjih 5 let diskretno kupovale svoj sedež za mizo, medtem ko so se mediji ukvarjali z neuspehi korporativne konoplje. Številke o lobiranju povedo preostanek zgodbe. Farmacevtska in zdravstvena industrija je samo v letu 2025 za lobiranje na zvezni ravni porabila več kot $300 milijonov. Borba še zdaleč ni izenačena. Ko FDA piše nova pravila, jih piše za podjetja, ki že delujejo znotraj okvirov FDA, ne za Noela Fronca na Pico Boulevardu. Ko bodo predpisi v celoti začeli veljati, dispanzer, kot ga poznamo, ne bo več obstajal. Vlada, ki naj bi ga legitimirala, ga je z davki pripeljala do počasnega zaprtja. Senca trga, ki naj bi izginila, se je podvojila. In peščica neodvisnih, ki so ugotovili, kako naj to deluje, bo kmalu spoznala, da naslednja faza legalizacije sploh ni bila namenjena njim. V sodobni Ameriki se zeleni val konča na enak način kot vsak drug val. Edino pravo vprašanje, ki ostaja, je, koliko časa bodo Noel, Jay, Bobby in Nick še lahko obdržali svoja podjetja, preden bodo pripadla nekomu drugemu. Ura že teče, a nihče jim ni povedal, kdaj se je začela. Pod vsemi tržnimi zakoni in luknjami v zakonodaji se vseeno vse vrne k nečemu preprostejšemu. Kaj se pravzaprav zgodi ob uživanju konoplje? Ugotovite, kaj se zgodi z vašim telesom, ko kadite travo, ali pa si oglejte ta video.